Fantasy. Radio Fantasy. Lepo dobro jutro želim dvema rokometašema rokometnega kluba Gorenje Velenje. Eden sliši na ime, moram tizga izpostaviti, ki je kapetan, Emir Taletović. Dobro jutro. Dobro jutro. Ta drugi pa prav tako zelo pomemben člen oziroma univerzalc, kot so te poimenovali, ekipe Tilen Sokolič. Dobro jutro. Dobro jutro. Je tole zgodna ura za vaju ali sta zdaj že kar budna? Delujeta mi budno. Zame je še kar dokaj zgodaj. No. Mal bliže, če boš prišel Tilen. Zame je še kar dokaj zgodaj, no. Za njega verjamem, da ne. Ne, jaz sem že otroka spravil v vrtec, pa vse tega, da je čisto v redu zdaj. Priden. Lepo, greš pol tudi po njega ali mora pol žena iti, ker imaš ti treninge? Danes gre bolj žena iskat, ker imam treninga. Super. Bo mladi rod prevzel očetovo štafeto nekoč nekdaj? Bomo videli, naj ne bo golman, no. Zakaj ne? Madonca, sej si car, sej kraljuješ v Pa golu. dober, no, tek. Ne vem, ko sem bil mali, sem si jaz tudi bolj želel, da bi bil igralec, ampak so me tek malo popelali. Se rekli, rabimo enega golmana, daj pa ti malo v gol, Točno pa si tako je ostal. bilo. Res je. Lej, ampak če zdaj pogledaš nazaj, bova malo še mi dva Tileno prosti. Vidva. Na hiter, sej res da še zdaleč od tega, da bi ti razmišljal o kakšnem zaključku kariere, ampak najbrž pa si ponosen na vse, kar si do zdaj dosegel. Ker ni mal, tudi v tujini si se že dokazal, ne? Ja, res je. No, na koncu res ne bi ničesar spremenil, no se je vse razpletlo, tako se je, sem ponosen na svojo kariero in bi šel še enkrat čez vse to, no, če bi vedel, kaj me čaka na koncu. No, vidiš, to je lepo slišati. Tilen, pri tebi pa tudi lahko rečemo, sicer malo krajša kilometrina je rokometna, ne, kot pri Emirju, ampak vendar si že tudi marsikaj dosegel, sploh kar zadeva reprezentanco, mlajše selekcije si že bil med najboljšimi, že imaš nekaj leska doma v vitrinah, ne? Ja, lahko bi tako rekli, ampak to je vse v preteklosti, tako da mislim, da se oba z Emirjem fokusirava na predvsem jutri in pa potem na naslednji 2 sezoni, ker bova skupaj še sodelovala. Ja, to lahko že povemo, da sta oba podaljšala sodelovanje z rokometnim klubom Gorenje Velenje, nista edina, ne, še ostalih je kar nekaj. Skratka, močna ekipa ostaja, to je tisto, kar je najbolj pomembno, ogrodje tudi. In seveda, tekma vseh tekem vaju čaka jutri. Zato mi upamo, da bo dvorana razprodana, ne upamo, skoraj že vemo, da bo ne. Nekaj malega vstopnic mislim, da je še na voljo, zato pohitite tisti, ki jih še nimate. Govorim seveda o Rdeči dvorani. Jutri ob 20. uri bo tekmec rokometašev Gorenja Velenja Jeruzalem iz Ormoža. Vidva ga dobro poznata, en in drugi, ne. Kako se bomo lotili prlekov? Pa jaz, no, ker neugoden nasprotnik, ampak ne glede na to, no, zadnja tekma je, ki nam prinaša naslov. Sicer oni se tudi borijo za končno 4. mesto, ampak ne odstopamo od tega, igramo za prvaka, zadnjo tekmo te sezone, tako da gremo na vse. Dejansko eno piko imate, ne, prednosti To je pred res. največjimi rivali Trimom iz Trebnjega. Trimo bo igral z Ribničani, zdaj jaz upam, da ne bojo kakšne kuhne se šli toti Dolenci tam dol, pa to, kaj si, a veš, zmenili za šankom ali kaj. Skratka, vi v vsakem primeru jutri greste na zmago in je to, ne, pol pa se ne oni dogovarjajo tam dol na Dolenskem, kaj hočejo, imamo pol pokal, mislim, kar je najbolj pomembno, da prenesete pokal, oziroma da bomo dvignali ga visoko v zrak, 5, ne. Ja. Če sem jaz prav preštela, ne. Tako da, evo, danes je petek, jutri petka. In je to. Mim grede, ne, da še malo pobrskamo izven tega rokometnega dogajanja. Tilen, kaj je bila zadnja stvar, ki si jo ti naredil prvič v življenju? Oj. To bi porabil jaz malo več cajta, da razmislim. Zdaj se z glave se pa res ne bi spomnil. Si kako gumo zamenjal, ko je še prej nikoli nisi? Sem ne tako pred kratkim, ampak ne, res bi mogel razmisliti. No. Joj, tako težko vprašanje. Mogoče Emir za tebe, evo. Kaj si pa ti na zadnje naredil prvič v življenju? Imaš družino, tako da najbrž je že bilo kaj takega. Pri njemu je vsak dan kaj prvič, ne? Ja, to je, ampak tek bolj jaz, kar sem na zadnje naredil prvič v življenju. Kaj bi bilo? Tečaj freedivanja, no, evo. Evo ga. Ja. No, vidiš. In ti je bilo všeč, boš še šel kdaj? Ja, bom šel z veseljem. Super, vidiš. Je Tilen, ideja za tebe. Ja, ideja zame. Sicer sem jaz z morja, ne? Tako Se gli za to se hoče reči, ne, zdaj, koliko tisto sploh rabiš, ali ne? Tečaj bi rabil, ampak je pa tudi Emir zelo navdušen nad morjem in vso to sceno, ki pritiče poletju. Vidiš, tako da pa tudi to sinhrono deluje v klubu, ne, kar Ja, se že, to se vse pozna. prenaša. Odlično. Sicer, Tilen, če gremo v Koper, ampak res naslednji vikend se odpravljamo z eno žensko druščino, kaj nam najbolj priporočaš, da obiščemo, da ne pozabimo?
Da ne pozabite v Kopru. Se bo nesramno slišalo peti do Portoroža, ne. Ne, lepo se je sprehoditi, mislim, da so lepo zrihtani prostori oziroma promenada za sprehod, tam do Žusterne je zelo lepo, v kakšen kafič na dobro kavo. Kavo priporočaš, ok? Tako, ja, obvezno. Potem pa mislim, da sladoled obvezno, če bo lepo vreme, ne. Super. Imamo že splaniran. Babe, ste čule? Kaj bomo počeli? Skratka, bomo nadaljevali, fanta, še malo premora si privoščimo. Tudi dec bo prepeval, ne morem drugačne. Dan smo sam z deci obdani. Enrique Iglesias, to bojo ženske še posebej vesele. Enrique je odžgolel svoje. Zdaj pa nadaljujemo naše rokometno druženje v tem jutru. 2 rokometaša rokometnega kluba Gorenje Velenje v našem studiu. Kapetan in vratar Emir Taletović, pa da ne pozabim seveda tudi na Tilna Sokolič. Malo sem te že prekrstila, vidiš. Mogoče pa ideja, ko boš imel naraščaj, Tin mu daš ime. Tin, ja, zato imam še čas za razmisliti. Ja, sej vem. Se nikamor ne mudi. Zdaj najbolj pomembno, da dobite jutri pokal, da postanete državni prvaki. Petič torej ga naskakujete oziroma lovite. Zdaj je pa res že skoraj na dosegu roke. Naj samo spomnim, da se bo dogajalo, res da bo tekma ob 20 uri, ampak dogajalo se bo že veliko prej. Fantje, sicer ne boste imeli kaj dosti od tega, razen po tekmi, ampak od 5:30 popoldan dalje bo že zabavno v navijaški coni, tudi ekipa Radia Fantasy bo tam. Zabavne nagradne igre se obetajo, tudi lepe nagrade vas pričakajo tam, med drugim ena je vikend paket z Audijem, skratka Madonca. Kje sodelujemo? Splača. Morata šefa vprašati vajenega, ki lahko sodelujete tudi vidva. Ne, se po moje boste pa dobili vi, ko boste postali prvaki, kakšno posebno nagrado. A se kaj drugače dogaja, to zdaj lahko zvemo iz prve roke, dobite kaj, kakšen bonus ali pa kaj. To tebi prepustim. Kapetan. 2 meseca dopusta. Ne, za nas bo nagrada že, če uspešno oddelamo tekmo, oziroma ko jo uspešno oddelamo, ne. In potem, da se podružimo z našimi navijači, z bližnjimi in da bo to res en dan, ki si ga bomo za dolgo zapomnili. Predvsem, da se zapiše v anale kot zmagoviti. Včasih je bil to, kako smo rekli, dan mladosti, ne? Naj bo jutri dan zmage. Na nek način bi lahko rekli v tem vikendu, skratka, nekako v tem stilu. Pestro dogajanje bo, smo obljubili, tudi ekipa Radia Fantasy bo tam. Vidva boste na igrišču dala vse od sebe, kot ponovadi rečemo. Ampak dobesedno po tekmi, glede na to, da je zadnja tekma sezone, bojo lahko zdaj tisti, ko so res full fani vašega kluba, dobili kakšen dres, hlače, ne vem, tenisko, mislim, sopad, karkoli, nogavico, bilo kaj, ker zdaj jih ne rabite, ne? Zdaj je zadnja tekma, lahko date vse od sebe. Ja, seveda, dobijo pač tisto, kar še imamo, kar nam je ostalo, da lahko razdelimo na koncu vsake sezone, z veseljem razdelimo, tako da tudi jutri bo šlo. Ok, torej na filat rdečo dvorano do zadnjega kotička, pa vse veda tudi glasno navijati, ker zdaj, če bo polna dvorana, pa da bo mrtvilo, to tudi ni v redu, ne? Vi rabite glasno podporo. Ja, ne, ampak mislim, da so naši navijači, kar se tega tiče, zelo, kako bi rekel, zgledni, zvesti. Zadnjih nekaj gostovanj, oziroma že kar nekaj nas spremljajo tudi na gostujočih tekmah, tako da se ni zabad, da bi bilo jutri mrtvilo. Ok, jaz sploh ne dvomim v to, se znajo biti glasni, pa še ostali potem nekako potegnejo zraven. Bo tvoj najmlajši Emir tudi navijač na tribuni? Ja, seveda. Hodi tudi na gostovanja z našimi navijači, obožuje bobne. Tako da, ko smo prej rekli, če bo šel po mojih stopinjah, mislim, da bo prej šaleški graščak, kar zdaj kaže. Dobar je. Dobar, tudi navijači rabijo, veš, nekoga, ki bo potem prevzel njihovo žezo naprej, tako da tudi za to, ja. Skratka, za vse generacije lahko rečemo, je jutrišnji dogodek, ne, da ne bo zdaj kdo rekel, pa je preglasno za moje ušesa ali karkoli. To je pač čar športa. Ne. Jaz vedno rečem, da v živo doživeti nek tak trenutek je čist nekaj drugačnega, kot pa spremljati prek TV sprejemnika. Ni tisti pravi žmoh. Sploh pa, ker boste, jaz verjamem, da se bo to zgodilo. Zdaj sem res že tokrat poudarila, da veš, če večkrat na glas ponoviš, pol se to uresniči. Ja. Da boste petič državni prvaki jutri. Ne? Tako da bo to še poseben dogodek, no, za vse tiste, ki bodo to doživeli v živo. Jaz sem sicer dobila informacijo tudi, da je župan časti neko pijačo.
Ja. Vsem. Tako da dejte na fila dvorano, župan bo odprl denarnico. Ja, tudi župan nas podpira pri naših dosežkih, tako da jutri je vabljen in mislim, da se bo odzval vabilu, tako da vedno poskrbi, da se imamo fajn. No, vse to je tudi najbolj pomembno. Skratka, vi se boste imeli fajn na igrišču in potem po tekmi. Mi se bomo imeli že pred tekmo, med tekmo in po tekmi. Žur torej do onemoglosti. Še enkrat torej naj vas spomnim, jutri od 5:30 popoldan dalje. Vabljeni že v navijaško cono, Rdeča dvorana Velenja vas pričakuje. Koncert Sixpack Čukurja se bo zgodil, ne? Koliko sta vidva kaj z musko? Vse ne boste rabila 5. Še dobro. Ja, še dobro, ampak mislim, da bo vsak nekaj zapel jutri. No. Ja, Če ne na mikrofon, pa drugače. Vse malo bolj. Navijaška vaša vama gre? Ja. Ne, zdaj ne boste rabila zdaj le 5. Jaz jo bom zavrtela, ok? Okay. Oziroma predvajala. Tek nama gre, ker na pamet čist ne. No, Ja, imata čas, da ne trenirata. Jutri do onemoglosti prepevati po tekmi. Prav. Zdaj pa predvsem dober zadnji trening še. Hvala. Naj mine vse tako, kot mora, kot si boste zamislili, kot si bo trener Zoran Jovičić zamislil. Jaz verjamem, da bo to za njega tudi ena tako posebna krem de la kremne tekma. Zasluži si, ne nazadnje pa, če je bil vrhunski rokometaš, naj bo zdaj še vrhunski trener, vse že, ampak ko zbiraš titule, pa to še toliko boljše. Ja. Skratka, Tilen in Emir, hvala lepa za obisk v studiu, pa jutri do konca, ne? Hvala lepa. Hvala. Radio Fantasy. Radio Fantasy.